Neverjetna Nova Zelandija, naj nov dom za eno leto. Družina, prijatelji in vsi pončki sončki živijo. In hvala za vso podporo, ki ste nam jo namenili pred odhodom in naj jo pospremljali v to novo poglavje. Za vse tiste, ki pa ste z nama prvič, tudi en lep pozdrav in nekaj konteksta. Pred dobrim letom sva zaprosila za delovno vizo na Novi Zelandiji in ko je bila odobrena, sva pustila najini službi za nedoločen čas in se za eno leto preselila sem, da izpolnjava skrito željo, ki je v nama tlela že lep čas. Več o razlogih, o ozadju in v prihodu na ta zelen otok si lahko ogledaš v teh dveh vlogih, ki ju najdeš na najinem kanalu. Danes s tem videom pa začenjamo z novo serijo vlogov, ki bodo neke vrste dnevnik najinih dogodivščin tu na drugem koncu sveta. Začenjamo s prihodom in z največjim mestom Auckland. Dobrodošli v zgodbah iz Nove Zelandije. Najin let na Novo Zelandijo je bil sestavljen iz dveh delov. Let iz Kuala Lumpurja nas je popeljal najprej v avstralski Sydney. Ravno kar so pristala v Sydneyju, torej tukaj imava 1 uro prestop, sam tehničen, tukaj da napolnijo letalo, da nas pregledajo, pač še enkrat moramo, oziroma smo šli skozi security in zdaj naprej proti Aucklandu. No, tale prestop pa ni bil to grozen, ne? Ne, smo kar hitro šli skozi, pa preživeli smo, kakor so naj vsi strašili, tako da... Ja, ne vem, jaz sem najmanj pričakoval, da jo res vsako blatno paktsko na ruzaku iskal, pa da boš mogel dol brisati, pa ne vem, kako gor dol, ampak... Navaden security je bil in to je to. To je to. Tako da zdaj smo, evo, čakamo na naslednji let do Aucklanda. Po pristanku na letališču sva morala najprej kupiti telekartice. Gre za neke vrste urbane, le da tu veljajo za ves javni prevoz po Aucklandu. Od avtobusa, vlaka do trajektov. Cilj prvega dne vso prtljago spravi do centra Aucklanda, kjer sva si za prvi teden najela sobo v hostlu. Od samega hostla ni bilo prav veliko, 2x2 metra, ampak lej, za prvi teden bo v redu. Vedela sva, da rabiva neko prenočišče samo za premostitev, potem sva itak imela že drugačne načrte. Celoten smisel čim cenejšega prenočišča v centru Aucklanda je bil, da si urediva še preostalo dokumentacijo in stvari, ki jih nisem morala urediti iz Slovenije. To so pridobitev poštnega naslova, novozelandska telefonska številka, odprtje bančnega računa in IRD number oziroma novozelandska davčna številka. In v tem vrstnem redu, saj eno brez prejšnjega ne gre. Gremo kar lepo po vrsti. Ampak ne, življenje je imelo drugačne načrte. Jok brate odpade. Kaj me ti snimaš? Nimamo mi dva sreče samo sabo, a ne? Ne, res ne. Najprej sem bila jaz bolna 5 dni, zdaj pa še Alex bolen. Ja, in je toliko čuden, da sva rekla, nič, pejva mi dva reš malo do doktorja pogledati, ker ne se je sicer vročina umirila, ampak kašla še zmer ko nora. Mene pa kuha na 39 in je sam noro. So se testirala, so sicer negativna, tako da zato pa zdaj greva pogledati, da vidva, kva je, če je kaj druga. Obisk novozelandske bolnice pa je bila tudi izkušnja zase. Že interier zelo hollywoodski, filmski. Ko prideš, te najprej sprejmejo na recepciji, kjer izpolniš obrazac, šele ko to oddaš na sprejemnem pultu in plačaš, si zares v čakalni vrsti. Vrsta je bila na ta dan kar dolga. Vse skupaj sva potrebovala nekje 3 ure, sam pregled pa je trajal 5 minut. Po 1 uri čakanja te najprej sprejme medicinska sestra, ki te še dodatno izpraša nekaj stvari in malo pomeri vitalne znake. How many days have you been here, did you say? 6? 6 days, right? Yeah. I wonder if you picked something up on the plane even. Maybe. Maybe you picked it up on the plane. Yeah. Did you have a long trip? Potem pa po nadaljnjih 2 urah čakanja prideš do zdravnika. Zelo čudno se nam je zdelo, da se lahko sam odločaš, a ti zdravnik prepiše antibiotike ali ne. To je verjetno ta pretirana uporaba antibiotikov v razvitem svetu, o kateri so nas učili na faksu.
Nima v nič proti samim antibiotikom, vkolikor gre res za neko bakterijsko okužbo, ampak v tem primeru bi bilo verjetno smiselno kakšen laboratorijski test narediti, na katerega pa niso več poslani. In celoten šport je stal $250, kar noro za 5 minut obiska. Glede na to, da $250 po osebi ni malo, tukaj zopet pride do izraza nekaj, na kar sva vedno pozorna pred odhodom v tujino. Zavarovanje. Triglavu sva zaupala in se pri njih zavarovala že veliko prej, preden so postali partner najinega kanala. Zlasti, ko se odpravljaš od doma takole za 1 leto, stran od svojih stalnih zdravnikov in okolja, je pomembnost dobrega zavarovanja za tujino ključna. Triglav ima po celem svetu vzpostavljeno mrežo partnerjev, ki posredujejo pri medicinski obravnavi, ko jo potrebuješ. Vse, kar rabiš je, da pokličeš v njihov klicni center. No, tukaj smo se šli malo telefončka preko mojega očeta, ampak kot vidite, tudi to deluje. Ima vaše zdravstveno zavarovanje. Za tujino. Za tujino, nahaja se pa v Novi Zelandiji. Novi Zelandiji, v Aucklandu. Da preverim, če je kakšna možnost preko naših lokalnih partnerjev, pa vem, da imate peja. Pomoč Triglava sva v preteklosti že koristila in tudi tokratna izkušnja je bila fenomenalna. Odzivni, prijazni, tudi ko se je zapletlo s plačilom na samem okencu v sprejemni pisarni, sem jih le poklical in oni so nadaljavo sred noči, pač po slovenskem času, uredili stvar, da je šlo vse gladko skozi kot po maslu. Nažalost, nesreča nikoli ne počiva. Lahko pa veliko naredimo sami, da se še dodatno ne sekiramo in belimo glave, če pride do njih. Zato ti spodaj v opisu te epizode puščava direktni link za sklenitev zavarovanja za tujino. Medtem ko sva čakala, da se pozdraviva, sva vseeno poskušala kakšno stvar urediti nadaljavo preko računalnika ali preko telefona. Vse seveda ni šlo, ampak nekaj sva vseeno uspela urediti. Dole pa ni fletano, ne? Za naslov na Novi Zelandiji sva zaprosila kar lastnika hostla. Leta nama je napisal uradni papir, da bivava v hostlu in s tem sva lahko urejala stvari naprej. To je tukaj kar pogosta praksa, zato se še toliko bolj splača prve noči preživeti v hostlu. Nato sva zaprosila za telefonsko številko, ki sva jo vzela kar pri One oziroma bivši Vodafone. Nekaj dni kasneje, ko sva bila dovolj zdrava za v javnost, pa sva uredila še vso papirologijo v sami poslovalnici. S prvima 2 točkama dol seznama je bilo čas za odprtje novozelandskega bančnega računa. While you wait for one of our team to answer your call, you have a choice of music to listen to. Press 1 for Kiwi music or press 2 for easy listening music. A Kiwi music, da. Hello, Alex here. I have some question about opening account at your bank. Okay. Okay, so we're here on working holiday visa and we would like to open an account and I wonder what is the process and how long does it take to like have it fully operational to get accepted and everything. If you go to our website. Praktično nama je ti potem samo povedal, da naj začneva s prijavo na njihovi spletni strani, dokončala pa jo bova kakšen dan kasneje, ko bo potrebno osebno priti na banko, pokazati osebni dokument in prevzeti začasne bančne kartice. Zdaj sva pa en korak bližji, da postaneva Kiwija. Banko, recimo, da že imava, no, prijavila sva se, zdaj ne more pa sam odobriti. Je pa s telim bankam kar problem, ne trajajo tudi do 3 tedne, da te odobrijo. Recimo ANZ, midva sva zato izbrala BNZ, ki je malo hitreje, pa upava, da bo odbili. Kaj je traja 48 ur, tako da držite pesti, da bo res sam tok. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Ja, končno po 5 dnevih počivanja in rehabilitacije tam v hostlu na 2x2 sobi sva v centru Aucklanda in nazaj po opravkih. Bravo, mi dva majhne zmage v življenju. Zdaj danes morava iti najprej na AA, oziroma kot nek novozelandski AMZS,
da nama dokončno potrdijo identiteto, to je spet čist druga zgodba. Tako da lahko potem dobiva njihovo davčno številko. Pa morava skočiti pa še na banko, denar dvigati in pa na One, se pravi na mobitel, da ga plačava. Še en teden nismo tle, pa imamo že te prve račune. To glede IRD-ja zahteva nekaj dodatnega pojasnila. Ko so enkrat uspela dobiti bančni račun, so se lahko prijavila za Inland Revenue Number oziroma njihovo davčno številko, brez katere ne more sploh začeti delati. Postopek bi mogel biti dokaj enostaven in kratek, se pravi nekih cca 2 do 5 delovnih dni in stvar je urejena. Ampak, ker pa nama nobena stvar ne more iti gladko čez, tudi ta ni šla. Iz neznanega razloga link do spletnega obrazca za prišleke v državo ni deloval, zato so se po njihovih navodilih morala prijaviti kot rezidenta Nove Zelandije, kar pa za seboj potegne bistveno več birokracije, kot bi si jo človek želel. Sam poglej naju, kako pridno tipkava. Na vso srečo sva imela narejeno tudi mednarodno vozniško izkaznico, ki nam je služila kot sekundarna metoda identifikacije poleg potnega lista. Brez le-te niti tega obrazca ne bi mogla izpolniti do konca, saj ostalih možnih dokumentov pač nimava, recimo novozelandske vozniške izkaznice ali pa rojstnega lista in podobno. To pa je bil potem tudi razlog, zakaj so se morala zglasiti na AA-ju, da so nama vse te dokumente tudi preverili, da res obstajajo. Za sekundo bomo sam skočili majčkeno v prihodnost. Pač to je neverjeten. Prav, midva se jutri odpravljava v Celje, kakor vidite, sva v pospravljanju, pakiranju, vse in na en IRD number oziroma davčna številka še kar ni prišla, čeprav so se že 3. novembra prijavila, kar je v bistvu skoraj 20 dni nazaj. Tako da katastrofa itak, vmes sva že klicala, v redu so pogruntali, da bi oni še en dokument rabili, pa jim pošljeva, pa še kar se nič ne premakne in zdaj sem na klicu spet z operaterji, da vidimo, kva bomo rešili. V glavnem stvar, ki bi mogla trajati 2 do 7 dni, traja že več kot pol meseca. Ja, tako da ja, niti delati ne morava, dokler nimava tega, katastrofa. No, saj stvar se je potem uredila. Sva dobila IRD številko čez dobra 2 dni od tega dotičnega vznemirjanja. So pa res zgodbe z IRD-jem tako različne. Na najni nadaljni poti sva spoznali ljudi, ki so jo dobili v 48 urah in potem celo paleto do potem takih nesrečnežev kot sva midva, ki so potrebovala nekaj več kot 20 dni. Še ena stvar glede javnega prevoza tukaj v Aucklandu. V bistvu je full fajn, zelo imajo priročno aplikacijo, da slediš točno, kje moraš dol poveti, koliko stopov, na kateri ulici, koliko moraš, tako res je dobro narejen. Je pa ena zanimiva stvar, ki jo moram pokomentirati, kar se teh kartic a la Urban tiče. Niso v bistvu po principu urbane, ampak majčkeno drugače. Tukaj je svet res obrnen na glavo in pač ne moreš pričakovati, da je isti sistem kot pri nas. Tukaj moraš kartico obvezno poskenirati, ko greš gor in ko greš dol. In pač midva te prve 2 dni nisva vedela, da jo morava za dol poskenirati in nama je ful denarja pobral, ker je pač mislil, da se, ne vem, cel dan vozva po celem Aucklandu. Tako da ja, bodite previdni in obvezno poskenirajte kartico na poti nazaj dol. No, da pa ni samo del, si pa treba tudi malo prvošati, ne? Tako da greva na eno stvar, ki se jo je že dolgo cajta želim. In sicer na koncert od Taylor Swift. Ne greva na enas. Koncert. Ja. Pač fora je, da v bistvu najezale en let ni in praktično bi lahko dobila karte za koncert na Dunaju v živo, kar bi bilo pač sam noro in ne vem, nama je ful žal, da ne morava jeti. Sva pa v redu so se s tem usporjazala. Na kar Taylor da ven v redu Eras Tour za kine in itak so vsi šli, mi so bila glih na poročemu in pridemo v Malezijo in so bila še tako, ok, mogoče bi šla pa lahko tle v Maleziji, ampak niso dobili filma do 3. novembra ali 5. novembra, tako da sploh še ni bilo v kinih. Sem rekla, dobro, bova šla pa v Aucklandu. Ja, valjda, pa prideva v Auckland pa zboliva spet. S tem, da še ta fora je bila, da tukaj bila v IMAX-u, kar pomeni, da bi bil experience nor, pa tudi karte, kakor sem gledal, je bilo kar nekaj prodanih.
Zdaj pa ne vem, mene ker imam strah, da bo edina noter v dvoran, ker delajo pa zdaj samo še butično, tako te majhne dvorance. Ne vem, bomo videli. Ampak lej, Taylor pa bo. Taylor bomo pa videli. končno. Ja, končno. No, to, ko so rekla, da je butična, je res butična. Ste vidite, sam par vrst, oziroma če ga bomo noter, da vam pokažem. To je to. To je cela dvorana. Tle ga bomo žurali. Nažalost, zaradi avtorskih pravic glasbe, copyright pa te fore, zvoka na javno dostopnih posnetkih ne smeva predvajati. Vkolikor pa te ta segment zanima, je celotna sekvenca na voljo v članski ediciji vloga. In s tem smo tudi prilezli do konca prvega dela zgodbe po Aucklandu. Naslednjič se odpravi z nama na dokaj stresno pot nakupovanja campervana, ki bo služil kot najin domek za naslednje leto. Skupaj ga bomo kupili, pospravili in opremili, spotoma pa ti bova predstavila še najino prvo izkušnjo s HelpX platformo, kjer v zameno za pomoč domačinom dobiš hrano in streho nad glavo. Zato se naroči na najin kanal, da česa ne zamudiš in se gledamo v naslednjem poglavju najinih zgodb po Novi Zelandiji. I don't understand. You and I so different now. We are always on the edge.